Ugašanje zvezd ni enako kot lizati med, rad pouči naš ata. In to drži. Pomembno je to delo, državotvorno. To, da zahteva spretnost in poseben pristop. Umska zadeva je to povedano preprosto. Zato potrebuje umne izvrševalce. Vsakokrat je treba kaj izumiti ali se izmisliti. To ni enako kot požiganje zemskih pristav. Tako se je obrnilo, da se spet vozim v center. Spet se vozim po prepolni Jakimanski, spet po rdečem pasu. Zapeljem na kamniti most. Sonce je pogledalo izza zimskih oblakov, osvetlilo je Kremelj in je zasijal. Krasno je, da je že 12 let, odkar se je oblekel v belo. In namesto satanskih pentaklov se na stolpih lesketa pozlata državnih dvoglavih orlov. Čudovit je Kremelj ob jasnem vremenu. Oddaja nekakšen si. Dvorec ruske oblasti slepi tako, da ti povsem prevzame duha. Kakor posute sladkornim prahom se belijo kremeljske stene in stolpi, žari pozlata na kupolah, kakor puščica se dviguje v nebo zvonik Ivana Klimakosa, kakor strogi stražarji stojijo modrikaste jelke, svobodno in ponosno plapola ruska zastava. Tu, za belimi stenami, oslepljujočimi in nazobčanimi, se skriva srce ruske dežele, državni prestol, sredotočje in središče cele mamice Rusije. Za kremeljski sladkor, za državne orle, za zastavo, za relikvije ruskih vladarjev položenih k večnemu počitku v Arhangelski cerkvi, za Rjurikov meč, za Monomahovo čepico, za carja topov, za carja zvonov, za tlakovce Rdečega trga, za cerkev Marijinega vnebovzetja, za kremeljske stolpe nam ni žal oddati niti lastnega življenja. Za vladarja našega pa nam ne bi bilo težko oddati niti drugega življenja. Ob tem se mi naberejo solze. Zavijem na Vozdvižensko, zmoti me mobilnik s 3 udarci biča. Poveljnik odreda Naši gredo poroča, da je pri njih vse pripravljeno za ugašanje. Rad bi samo uskladil podrobnosti, pretresel zadevo, premozgal, pretuhtal. Ni prepričan, da bo kos, kar je razumljivo. Prav zaradi tega se tudi vozim k tebi, bučman. Temu odredu poveljuje grof Uhov iz notranjega kroga, sicer pa so podrejeni neposredno vladarju. Njihovo polno ime zveni takole: Naši gredo v boj proti nasprotnikom ruske države. Ti fantje so mladi, gorečni, ustreznih nadzorov, le nekaj nadzora potrebujejo. Ker so imeli od vsega začetka nekaj težav s poveljstvom. S pametnimi ni nikoli sreče, pa čeprav se ubiješ. Vladar vsako leto zamenja njihovega poveljnika, koristi od njega pa ni nikoli nobene. Mistika. V opričnini temu biču za ljudstvo pravimo plazilski. No, nič takega, jim bomo že pomagali. Podelili bomo svoje izkušnje, ne bo prvič. Pripeljem pred njihovo upravo, bogato je opremljena. Pameti nimajo veliko, denarja pa toliko, da ga jim še skozi zadnjo plat ven leze. Preseneti me rdeči klic po mobilniku. Pomembna zadeva. Ata. Komjaga, kje si? Pri plazilskih, ata. Pusti jih k vragu, piči v Orenburg. Tam so se naši prijeli s cariniki. Ata. To je skrb levega krila, jaz se s takimi zadevami ne ubadam več. Čapiš pokopava svoja mater, Sivi in Vosek sta v Kremlju na sestanku z grofom Saveljevom, Butec Samosja pa se je na Ostoženski zabil v nekoga od strelcev. Tako torej. In Baldohaj na službeni poti je v Amsterdamu. Komjaga, živo, odpeli se tja, dokler nas ne nategnejo. Saj si delal na carini, poznaš njihove kuhinje. Tam je komad, okrog 100 000, zadeva s težo, če se zalomi, ti ne bomo odpustili. Cariniki so zadnji mesec tako ali tako predrzni. Uredi zadevo. Beseda in dejanje, ata. Orenburg. To pomeni cesto. S cesto pa niso heci. Za njo se je treba bojevati do krvi. Kličem plazilske, do večera jim dam prosto. Do ječanja bom nazaj. Zapeljem na bulvarje. Spet čez kameni most na podzemsko Kaluško 2. Široka je, gladka. Pospešim na 260 vrst na uro in čez 18 minut sem že blizu letališča Vnukovo. Svoj merdžo pustim na državnem parkirišču, nato stopim v stavbo letališča.
Pričaka me dekle v modri Aeroflotovi uniformi z našitki, srebrnimi vezeninami, v škornjih in belih usnjenih rokavicah ter me povabi v varni koridor. Desno roko položim k steklenemu kvadratu. V zraku, odišavljenem z borovo smolo, se pojavi celo moje življenje. Letnica rojstva, naziv, prebivališče, socialni status, seznam navad, telesnih in značajskih posebnosti, torej materina znamenja, bolezni, psihosomatika, jedro značaja, preference, predsodki, obseg udov in organov. Dekle tako zre v duševnost mojo in pa tudi telesnost, presoja, primerja, vsem preglednost, pravi naš vladar. In hvala Bogu, saj smo v svoji domovini. Česa naj se sramujemo? Kam izvolite poleteti, gospod opričnik? Vpraša zaposlena. Orenburg, odgovorim. 1. razred. Vaše letalo bo vzletelo čez 21 minut. Cena vozovnice je 12 rubljev. Let traja 50 minut. Način plačila? Gotovina. Mi zdaj vselej in vedno plačujemo samo s pravimi kovanci. Katere vrste? Drugega kovanja. Čudovito. Pripravi mi vozovnico, tako da s svetlečimi se rokavicami mesi zrak. Sežem za denarjem. Za zlato desetico z blagorodnim vladarjevim profilom in 2 kovancema po rubelj. Izginejo v steni mat odtenka. Izvolite. Se prikloni in me povabi v čakalnico za potnike v 1. razredu. Stopim naprej. Tam je že človek v beli kavkaški kučmi in beli kozaški uniformi, ki z nizkim priklonom sprejema vrhnja oblačila. Predam mu črni kaftan in čepico. V prostorni čakalnici 1. razreda je malo ljudi. 2 družini bogato oblečenih Kazahov, 4 tihi Evropejci, stari Kitajec z dečkom, dedni plemič s 3 slugami, neka osamljena dama in 2 glasna, nekoliko opita trgovca. Z izjemo dame in Kitajcev vsi nekaj jedo. Krčma je tu dobra. Dobro vem, ker sem jo večkrat preizkusil. Po zlatih kečigah se ti zmeraj zahoče kaj za podzob. Prisedem k eni izmed miz. V hipu se pojavi prosojni strežaj, ki je videti, kakor da je prišel iz Gogoljevih nesmrtnih strani, polnih lic z rdečimi ustnicami, kodroglav, nasmejan. S čim lahko postrežem? Bratec. Prinesi mi pijače, prigrizka k njej, nato pa nekaj lahke jedače. Ržena vodka z zlatim in srebrnim peskom, šanghajski jesetrov kaviar, tajvanski sušeni jesetrov hrbet, vložene lisičke, smetano, govej aspik, smuč v želatini po moskovsko, guandoška šunka. Prinesi mi srebrno rž, lisičke v kisli smetani in aspik. S čim me boš pa nasitil? Juha iz kečik, moskovski boršč, raca z repo, zajec z rezanci, postrv pod peko, pečena govedina s krompirjem, ribjo juho in kozarec sladkega kvasa. Zahvaljujem se. Prosojni se razblini. Z njim bi se lahko pogovoril čisto vsem. Še o Saturnovih satelitih. Spomin ima načeloma neskončen. Nekoč sem upit vprašal nekega prosojnega za formulo živih vlaken in povedal jo je. Nato pa je podrobno opisal tehnološki proces za njihovo proizvodnjo. Ko ga naš ata malce srkne, prosojnim rad postavlja eno samo vprašanje. Koliko časa je ostalo do eksplozije sonca? Odgovorijo do leta natančno. Toda zdaj ni čas za predrznost, pa še lačen sem. Naročilo se v hipu pojavi iz mize. Tako priročne mize imajo tu. Vodke vselej postrežejo celo karafo. Zvrnem frakelj in takoj na to pospravim vložene lisičke s smetano. Boljše stvari, kot je ta prigrizek, si človeštvo še ni izmislilo. Celo pestunjine kumarice v slanici se skrijejo pred tem. Pomažem kos vrhunskega aspika z gorčico, na dušek spijem še kozarec sladkastega kvasa, nato pa se lotim ribje juhe. To je treba vselej jesti počasi. Med jedjo pogledujem na vse strani. Trgovca pospravljata že drugo karafo. Nekaj blebetata o magnetnih ločevalnikih 3. stopnje in 100 konskih parakletih, ki sta jih nabavila v Moskvi. Evropejci se komaj slišno pogovarjajo v angleščini. Kazahi ropotajo po svoje, medtem pa goltajo pecivo in srebajo čaj. Kitajec in deček žvečita nekaj reči iz svojih vrečk. Dama odsotno kadi. Ko pospravim juho, prosim za skodelico turške kave, poiščem cigarete in
Prižgem. Pokličem naše na cesti. Moram priti na tekoče s potekom zadev. Pojavi se Potrohov obraz. Mobilnik nastavim na tajni klic. Potroha hitro poroča. 12 priklopnikov, visoka moda, Šanghaj, Tirana. Priredili smo jim malo zabavo, zaustavili smo jih takoj za vrati. Odpeljali smo jih na pregled vzorcev, zavarovalničarji pa so se uprli. Plačali so jim po starem nalogu in zdaj nočejo spraviti skupaj nove pogodbe. Pritisnili smo s posredovanjem zbornice, a njihov načelnik pravi, da imajo s temi trgovci svoje interese, da je tam mokra prošnja. Mi pa smo se potem spet obrnili k carinikom, ti pa si delijo posel s temi. Glavni bo opustil zadevo, pisar se je spreobrnil, skratka, čez 2 uri jih bodo izpustili. Razumem, mu odgovorim in se zamislim. V takih primerih je treba dobro šahirati in načrtovati daleč naprej. Zadeva ni preprosta, a se jo da obrniti. Sodeč po tem, da se je pisar iz carinske zbornice spreobrnil, njihov prehod pokrivajo vplivni. Pogodbo pa so zamenjali z novo, takoj zamejnim prehodom. To pomeni, da so šli mimo Kazahov čisti. Jasno je, cariniki so se zaprli, da bi se lahko nasmihali na zahodnih vratih. Od sebe bodo dali drugo pogodbo, plačali bodo vse črno na belem, potem bodo uničili zavarovalne dokumente, zahodni pisarji pa bodo sestavili akt v 4 urah, potem bodo skarili krta, podpisali bodo čisto pogodbo in 12 priklopnikov visoke mode bo odplavalo v albansko Tirano. Cariniki pa nam bodo speljali še en posel. Premišljujem. Potroha čaka. Tako bomo, fant moj. Vzemi si srčnega. S pisarjem se dogovori za belo pogajanje, na srečanje vzemi podmazanega mlajšega pisarja, naše ravnocelnike tudi pokliči na kraj. Gnilo pogodbo imate? Seveda. Za kdaj naj skličem srečanje? Pogledam na uro. Čez 1,5 ure. Velja. Pisarju pa povej, da zadevo jaz imam. Dobro. Odložim mobilnik. Pogasim cigareto.